V petek 20. februarja je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekalo srečanje gospodarstvenikov s predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. Mirom Cerarjem in predsednikom Vlade Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Številne predstavnike slovenskih in srbskih podjetij ter institucij sta uvodoma nagovorila predsednika Gospodarskih zbornic Slovenije in Srbije, magistr Samo Hribar Milić in Marko Čadeš. Naša saradnja, naša ekonomska saradnja je već na jednom dobrom nivou, ali rekao bih da su potencijali mnogo veći i da ne trebamo da budemo zadovoljni onime što smo do sada ostvarili. Sledila so srečanja in okrogle mize s predstavitvami možnosti za dodatno krepitev sicer odličnega poslovnega sodelovanja in naložbenih priložnosti, predvsem iz naslova privatizacijskih programov v Sloveniji in Srbiji ter mnoge poslovne priložnosti na področju gradbeništva, energetike, turizma, informacijske tehnologije in kreativne industrije. Vidimo pa veliko priložnosti v prihodnosti tudi tako, da skupaj komplementarno, nekonkurenčno nastopamo na tretjih trgih. Na nekaterih trgih imamo mi določene vezi, mrežo in jo lahko tudi srbska podjetja skupaj z nami bolje izkoristijo. Na nekaterih trgih, kjer je recimo za slovensko blago, ki prihaja iz Evropske unije, carina ali pa neke druge omejitve, pa lahko z srbsko pomočjo realiziramo večji obseg, tako da smo, kar se tiče medsebojnega sodelovanja, zelo ambiciozni in tudi optimistični. Dogajanja se je aktivno udeležil tudi predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, magistr Kristjan Verbič, ki je priložnost izkoristil za številne pogovore, tako iz naslova mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, Investu Slovenija in International Investors Network, kakor tudi siceršnjih prizadevanj združenja, povezanih z zaščito pravic in interesov delničarjev, imetnikov obveznic in vlagateljev nasploh. Tej aktualni problematiki je v zadnjih dneh tudi sicer namenjen pretežni del aktivnosti VZMD, tako tudi ob predhodnem obisku mednarodne konference Reinforcement of e-Governance in the Danube Region, na kateri je bilo ob ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju prisotnih preko 100 uglednih mednarodnih udeležencev, med drugim tudi predstavniki Evropske komisije. Kakor tudi dan prej ob aktivni udeležbi na okrogli mizi o privatizaciji državnih podjetij, ki je potekala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.